predvsem se mi zdi, da pogosto nimajo izdelanega jasnega namena komuniciranja. Da se jim zdi, da so tam zato, ker morajo biti, ne zato, ker bi vedela, kaj naj tam zares počnejo. Druga stvar, ki bi omenila, je, da so prevelika pričakovanja. Mnogi grejo na družbena omrežja zato, ker želijo prodajati, ljudje, uporabniki so pa na družbenih omrežjih zato, ker se želijo družiti. Torej, prodaja mogoče ni najbolj očiten in pameten način. Tretja stvar, ki bi jo omenila, je, da podjetja pogosto razumejo družbena omrežja kot podaljšek službe za odnose z javnostmi. Kar pomeni, da ne navezujejo zares stikov z uporabniki, ampak bolj komunicirajo enosmerno. Iz tega sledi potem še ena napaka, majhna odzivnost. Podjetja niso zares odzivna, ne rešujejo težav uporabnikov, ampak bolj komunicirajo enosmerno. Družbena omrežja so pa mišljena za dvosmerno komunikacijo. Mogoče še zadnjo napako, težavo, ki jo imajo podjetja pri komuniciranju na družbenih omrežjih, je pa sodelovanje z vplivneži. Vedno bolj popularen influencer marketing ima tudi svoje zanke, svoje trike in pogosto podjetja ne preverjajo, ne znajo preveriti te vplivneže, so zares vplivni in na kakšen način se lotiti takih kampanj.